Učenci 8B so pravkar zamenjali razred in pred njimi je ura zgodovine, pri kateri učitelj večkrat letno zamenja sedežni red. Pri vsaki uri sedimo različno, ker ima vsak učitelj drugačno mnenje o tebi, da te usede z nekom, ki se ne razumeš lih tako dobro, da se spoprijateljita. Je odvisno od učitelja, no. Če je bolj strog, ne klepetamo tudi, kogarkoli smo posedeni. Če sediš z nekom, ko se ne razumeš, je bolj tako dolgočasen, lih ne sodeluješ pri pouku pa tako. Nas učitelji zelo pogosto posedajo fant-punca, zaradi tega, ker mislijo, da bomo pač manj klepetali, ampak v bistvu še vedno klepetamo. Če bi bila to ura zgodovine, bi sedeli takole. Pri kemiji spet drugače. Geografija je čas za novega soseda, prav tako glasba. Takole pa bi sedeli, če bi se lahko odločili sami. Pa meni je celo iskreno malo boljše tam bolj spredi biti, manj se obračam pol k sosedom in vse, pa bolj prepisujem iz table in vse. Kdaj je dobro, da z nekom, ki pač dobro zna, da si tudi lahko pomagata pri stvarih. Če recimo sedim z enim, ki se ne razumem, se ne moram tako recimo kaj pogovarjati vmes, pa ga kaj vprašati. V spredju mi ni lih toliko všeč. Zdi se mi, kakor da te ima učitelj bolj na piki. Če sediš zadnji, je ful boljš, ker imaš pregled nad celim razredom in točno veš, kaj se dogaja. Zadnje pa zato rada sedim, ko imam mir, pa učitelj ni pomanj, da ne opazijo toliko. Učitelji opazijo marsikaj in sedežni red zanje ni pomemben samo zaradi klepetanja, ampak... Seveda učitelj mora samim sedežnim redom tudi gledati, da se učenci, ki se sicer ne družijo prav veliko v razredu, da ugotovijo, da imajo pa kakšen skupen interes, da se učenci potem na koncu leta počutijo kot razred. Ravno smo se z učenci v tej temi pogovarjali, pa so rekli, učitelj sam pri vas, pri testih sedimo drugače. Skupaj dam takšne, ki imajo podobne učne zmogljivosti, da ne prepisujejo. So pa pri drugih predmetih pač ločeni s pregradami, ker naj bi to onemogočalo prepisovanje.